27.12.10 po kristjanskem koledarju 2010, Tož direkt, tokratna tema enotnost. Lokacija desni breg reke Drave v bližini mesta Ptuj. Jezik se mi zapleta, oziroma se mi je zapletel zato, ker tuhtamo temi, ki jo bom tokrat obdelal. Enotnost. Za nami je obeleževanje 20. obletnice plebiscita, 20. obletnice razglasitve rezultatov in tako, kakor je bilo pred 20 leti mnogo spodbud za izvedbo plebiscita in mnogo veselja po izglasovanju samostojne in neodvisne Slovenije, tako je sedaj po 20 letih vse več tistih glasov oziroma vse več zavedanja, ki ugotavlja, da je izginila enotnost in da se projekt tako imenovane Švice na Balkanu, ki je bil takrat simbolno oznanjan, vse bolj odmika. Zaradi tega sem se približal tukaj k reki Dravi, ker bom zadevo nakazal takole. Barka z imenom Slovenija dejansko ni enotna, zato ker nima ustreznega vodstva oziroma kapitana. Če tudi mnogo slišimo in beremo na raznih forumih, denimo o slabostih komunizma, se pa vse premalo zavedamo, da je komunizem nekoč imel eno dobro stvar in to je bil enopartijski sistem. Kajti ravno zaradi tega je bilo možno takrat še vzpostaviti tolikšno stopnjo enotnosti, saj ni bilo tako velike razpršenosti na več političnih opcij in ni še bilo razvite te politične kulture, desni ne bomo z levimi, levi pa ne bomo z desnimi, oziroma sama politična kultura, če izvzamemo tiste incidente, ki so pripeljali do potrebe po plebiscitu, ni bila tako destruktivno nagnjena k uničevanju vlastne kulture, kot je danes. In jaz si denimo slabosti, ki so, priznam si seveda tudi prednosti, ker stremim k temu, da imam zdrav duh v zdravem telesu. Zato je pa treba tudi priznati, da prvič, v komunizmu ni bilo vse tako slabo, kot se danes uči mlado generacijo, ker po prebranem v nekaterih člankih je možno sklepati, da nekoč ne bi naj niti na cesto smeli stopiti, ne da bi nas kakšna udba ali kdo nadziral. To ni res, bistveno boljše smo imeli organizirano zdravstvo in šolanje oziroma sam občutek potem, ko si v teh sistemih bil deležen neke oskrbe oziroma izobraževanja. Jaz osebno imam na te čase lep spomin, sem mnogo let oziroma mnogo časa v otroštvu prebil v bolnišnici in če jo primerjam s tem, kar se dogaja danes, lahko rečem, da je bilo takrat vse skupaj na višjem nivoju, kaj se tiče neke duhovnosti. Prav tako je to z šolstvom in z nekimi rezultati. Ker gre tu neka publika, sem odstranil, da jih ne motim in se predstavim tukaj na višji nivo. In z pogledom v sonce nadaljujem, kaj želim dejansko povedati o enotnosti. Torej, kot sem se sedaj v tem direktu dvignil na višjo raven, povsem fizično, je treba dojeti, da neko bežanje iz skupnosti z kratkoročnimi cilji ne privede do želenega rezultata in sedaj seveda ni možno iti kar tako nazaj, ampak treba se po 20 letih in sedaj že nekaj dneh oziroma datumih začeti aktivno in intenzivno spraševati, kaj je dejansko tista sila, ki drži narod skupaj, tako kot je moj priljubljen citat iz Fausta: Was ist die Kraft, die die Welt im Innersten zusammenhält? Torej, kaj je tista moč, ki svet od znotraj drži skupaj? To je treba iskati dejansko za narod, saj lahko ta pojem sveta prenašamo za zdrave, miselne in
filozofske sklepe tudi na denimo določene skupine, kot je narod. Naj bo v tem primeru narod svet in treba je ugotoviti, kaj je tista sila, ki narod povezuje. Ker s to vrstno razdrobljenostjo, s to vrstnim degeneriranjem in stopnjo amerikanizacije, poneumljanja in po domače rečeno poglupavanja, ne bomo več dolgo mogli govoriti o tem, da smo srečna država. Še manj pa bomo lahko govorili, da se gibljamo v smeri družbe blaginje. Pristna kultura izginja, sami sebi, pogovorno rečeno, streljamo v koleno s tem, ko mlado generacijo učimo, kako je bilo nekoč vse slabše, kot je danes. In ustvarja se neka miselna klima pretežnega iskanja samo slabega. Iskanje slabega, kritiziranje, s tem zatiskanje oči in odmik od dejanske potrebe oziroma od dejanskega področja, o katerem je treba v tem segmentu tuhtati. Nekoč so bile povezave med ljudmi pristnejše, so bile odkritejše in so bile dejansko mnogo bolj plodne, nego so danes. In če pogledamo nekatere predstavnike in predstavnice mlajših generacij, se kar zgrozimo ob tistem znanem reku, na mladih svet stoji. Takšni mladi, ki preživljajo svoj čas v slogleščini, ki tuhtajo skozi prizmo ameriških filmov v glavi in ki ne cenijo več tistega, kar je njihovo, ker ne vedo natančno, kaj njihovo je, s takšnimi mladimi si ne moremo v bodočnosti kaj prida pomagati. Zato je treba sedaj naslednji 20-letni cikl, vsaj 20-letni cikl, nameniti temu, da se narod umsko, torej mentalno in telesno sanira in da naposled lahko potem v neki prihodnosti, ki ni zelo oddaljena, govorimo o zdravi, suvereni in zdravo odvisni državi. To sem nekako prihranil za zaključek tega direkta. Že samo vprašanje na plebiscitnem lističu, ali želite samostojno in neodvisno državo, da ali ne. Čim obkrožiš, da obkrožiš za nekaj, kar ne obstaja. Ker prvič, samostojnih držav ni, so suverene, prav tako pa ni neodvisnih držav, ker je vsaka država odvisna od sosed in tudi širših kontekstov, v katerih biva. Zato je bila velika napaka plebiscita verjetno storjena že z tem lističem, kjer se je spraševalo po tem, kaj bi ljudje imeli. Želimo si suvereno in zdravo odvisno državo. Samostojne in neodvisne države pa ne moremo imeti in verjetno je zaradi tega vse skupaj tako, ker se želimo gibati tja, kjer ne obstaja. In simbolično za zaključek tokratnega direkta, ki je kot večina vseh doslej spontan, bom pričel z ekološkim korakom in bom ostanke petard, ki ležijo tukaj ob obrežju Drave, pobral. Simbolizirajo nekako tisti pok, simbolizirajo strah živali, ki trpijo ob tem, in simbolizirajo agresijo, ki spominja na vojna stanja, in jih deponira v ekološki otok. V tem primeru naj bojo ti ostanki petard simbol za napačno izstreljene naboje in simbol za tiste eksplozije, ki privede do tuhtanja, da je pa nekaj noro dobro. Ustvarimo raje vrednostni sistem, kjer bomo dobre stvari poimenovali, da so dobre, ne pa da so nore. To sem sedaj še dodal v ta direkt, ker mi je ravno kar kapnilo v misli. Stvari, ki so za nas prijetne ali bomo rekli temu pogovorno odpičene, se nekako v pogovornem jeziku imenujejo, da so nore. Norost pa vemo, kaj dejansko simbolizira. Bolan duh v bolanem telesu. In ob pogledu na Dravo plujmo z Dravo, sklop z Drava, pa da besedo zdrava. In pot z Dravo, z Drava pot,
naj postane zdrava pot ne le tega naroda, ampak celotnega sveta.